Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. V bogato tradicijo mesta Idrija, poleg čipke in rudnika, spadajo tudi bogate kulinarične ponudbe. In med to spadajo tudi idrijski žlikrofi. O teh bomo danes govorila z enim od organizatorjem praznika idrijskih žlikrofov, Tilenom Božičem. Tilen, lepo pozdravljen. Pozdravljeno, Vesna. Tilen, verjetno sam izvor žlikrofa sega kar daleč nazaj v zgodovino. Mogoče veš kaj o tem? Ja, kar smo mi prebrali, jaz nisem pač strokovnjak, da bi se zdaj s tem ukvarjal, ampak mislim, da sega nekam v 18. stoletje, ko jih je pač ena rodbina prinesla v Idrijo, kad vse pač ti rodbine, ko so zaradi rudnika prišle v Idrijo. Se pravi, mislim, da gre njihov izvor nekam na Sedmograško. Zdaj, kdo točno, kako točno, je vse še zaveto to meglico zgodovine. Zdaj, mi jih imamo, so certificirani, se pravi, so po določenih standardih določeni, kakšna mora biti oblika, kakšna mora biti dolžina, širina in višina. In ta postopek certificiranja v bistvu izpeljuje na vsakoletni bazi Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Se pravi, je tak rigorozen postopek, da se pridobi certifikat. Oni v bistvu potem vsako leto na slepo izberejo vzorec, jih ocenijo in se pravi, vsako leto ponovijo. Koliko ljudi pa izdeluje profesionalno žlikrofe v našem okolišu? Mislim, da trenutno jih je 6 ali 7, ki imajo certifikat, zdaj ne vemo vse na pamet. Večina teh se predstavlja tudi na našem prazniku idrijskih žlikrofov. Odlično. In sestavine, kot jih poznamo danes v idrijskem žlikrofu, so iste, enake, kot so bile v preteklosti, ali so se skozi leta kaj spreminjale? V osnovi mislim, da so enake. Se pravi, govorimo o testu, jajčnem testu z moko, pa potem mi pravimo fila, se pravi polnilo, ki je v bistvu na krompirjevi osnovi z ocvirki, majaronom, drobnjakom, pa tudi praženo čebulo. Včasih so jih izdelovali tudi, da so jih polnili na mesto s krompirjem z repo. Se pravi, ja, seveda, pač krompir je bil takrat, če mogoče surovina, ki ni bila tako dostopna. So se pa spreminjale tudi omake, ki so jih polivali čez. Torej, najprej je bila samo bakalca, danes jih dobimo že na tisoč in en način. Na kakšne načine lahko? Ja, tradicionalno je bila z bakalca, se pravi, to je bilo v bistvu kot koštorinovo meso, danes je delo v bistvu na ovčjem mesu. Tu je zelo raziskoval v bistvu tudi Boštjan Novak, ki je parkrat tudi pri nas sodeloval, pomagal pri organizaciji praznika, že prej, ko je še Ikra v bistvu organizirala praznik od leta 2011, je bil zraven, ker je tudi v bistvu za ocenjevanje divjačinske bakalce, to je tekmovanje, ki vsako leto poteka na prazniku idrijskih žlikrofov, spisal podroben pravilnik, postopek ocenjevanja, pa tudi kako v bistvu lovci pripravijo sam štand, kako se prezentirajo. Tako da on je v bistvu napisal diplomsko iz tega in celotne zgodovine žlikrofe na kulinarični osnovi, se pravi, kakšne priloge in vse ostalo. Zdaj, omak, tisti, ko grejo zraven, so ti klasične, so seveda bakalca z ocvirki, to je surovina, ki je pač v Idriji nikoli ni primanjkovalo. Pa potem v bistvu so kasneje prišle še z svinjsko pečenko in iz te izpeljavati ta paleti, se pravi samo z omako od pečenja. Kasneje pa v bistvu mislim, da tam v 90-ih je pa vrhunec dosegla tale dokaj nova pogruntavščina, v bistvu sirna omaka z gorgonzolo, ki je po mnenju mnogih malo zelo občutljiva tema, ker gorgonzola zna povoziti okus žlikrofa. Pa seveda potem različne gobove omake in vse te izpeljanke. Mi smo pa pač tudi mnenja, da v bistvu lahko žlikrofe postrežemo tudi na malo bolj sodoben način z nekimi novimi omakami, z nekimi novimi prijemi. Sva pa prej se dotaknila že malo njihove oblike. Imajo neko posebno obliko in pa, kot ste že dejali, tudi predpisane mere. Kakšne so te mere in po čem je ta oblika? Mislim, da so nekje 3 cm ali 2 cm pa pol dolžine, širine 2 in višine tudi nekaj. Približno tam, se pravi, taka reč mora biti. Zdaj obliko imajo pa baje po Napoleonovi kapi. To je taka zanimiva anekdota, ko bi bilo treba temeljito raziskati, pa dajmo se mi prelastiti za nekaj časa še. Je pa testo, danes lahko poskusimo tudi že recimo teranove, polnozrnate,
kakšni še pridejo? Ja, se pravi, če hočeš imeti certifikat, da je prav idrijski žlikrov, potem pač mora biti po predpisanih sestavinah. Vse ostalo so potem izpeljave žlikrovov. In marsikateri od teh certificiranih proizvajalcev, ponudnikov, ima v svoji ponudbi že vegetarijanske izpeljanke, se pravi, pridejo zeleni, potem imajo barvilo ali špinačo, ali kakšno drugo, rdeče ponovadi je pol pesino barvilo, teranovo barvilo. Tu so zelo zanimive, ker pač v bistvu tudi v prezentaciji izgleda zelo estetsko na samem krožniku. Mislim, da ima od letos ali od lani Eniko, eden izmed certificiranih v ponudbi, tudi veganske žlikrove. Dela pa v bistvu tole testo na podlagi pirine moke in potem ima v bistvu samo krompirjevo polnilo z nekimi zelišči in bo tudi letos prisotni na prazniku žlikrovov. Kaj pa je torej njihova polivka? Mislim, da bo, ko so govorila, se še ni čisto popolnoma odločil, ali bi naredil, mislim, da bo naredil z popečenimi bučkami, česnom in olivnim oljem. Super. Ja, to je en tak zanimiv pristop, v bistvu, kako lahko žlikrov tudi drugače kot v bistvu v rodarski jedi, mogoče gledaš malo bolj primorsko jed. Torej, skozi leta smo se posodabljali in tako naredili žlikrove primerne za vegetarijance, vegane, pa kolikor vem, tudi za tiste ta najbolj sladkosnede. Ja, to je v bistvu zgodba, ki je že pred parmi leti začela gostišče Barbara. Žlikrovi so seveda lahko tudi kot taki bili postreženi, kuhani, klasični na sladek način, recimo v gostilni Mlinar imajo. Ampak v gostišču Barbara so pa v bistvu naredili prav čokoladni žlikrov. V bistvu je kot pralina, polnjena z določenim polnilom na sladki osnovi, okolje pa v bistvu bila ali pa temna čokolada. Potem pa imajo pač neko malinovo polivko. Zelo zanimivo. Tudi je kontrastno, zelo lepo, če imaš bil pa črn čokoladni žlikrov, pa potem malinino polivko. Letos pa v bistvu tudi je pa bila ena ideja, je pa v bistvu slaščičarna Gabron prevzela eno tako zanimivo idejo, da bi pač naredili sladoled na sirni osnov. Kozji sir, ovčji sir, kravi sir, starani siri, kot v bistvu dodatek, kot polivka k klasično kuhanim žlikrovom. In pride do ful zanimivega kontrasta, če še malo potem dodaš, ne vem, ali popečeno slanino ali neka zelišča, dobiš v bistvu ful dober kontrast kuhane v bistvu polnjene pašte z pač sladoledom, ki je v bistvu mrzlo, ki se ti potem topi in potem se ti okusi ful dobro mešajo. Nekaj od tega bo tudi prisotno na praznike idrijskih žlikrovov, kje boste mogli jih malo spremljati naše FB promocije. Super, že skoraj malo ekstravagantno. Ja. Letos je ogromno ponudnikov se odločilo še kar iti iz okvirja, vse da bo vse klasične, bakalca, ocvirk, sirne, golaže, omake, ampak že par letih pač spodbujamo kot trend, dajmo narediti eno omako malo posebno, se pravi, imaš 3 klasične, pa eno malo posebno. In letos mislim, da bo skoraj vsaka stojnica, vsak ponudnik imel že eno tako zanimivo, ne? Kar bo zelo zanimivo za tiste gurmane, ko pridejo od zunaj, poloviti vse ti štante, vse ti točke, vse to probate. Ne bo pa samo žlikrov zvezda samega dogodka, tam bomo lahko poskusili tudi kaj za popiti. Ja, kulinarično v bistvu bomo spet ponudbo, da smo še malo pri kulinarik, preden gremo na pijačo, popestrili z ponudbo sorodnih jedi žlikrovom. Tu so kobariški štrukli, tudi prefarski štrukli, pa ti koroški nudeljni hiše škrubi. Imeli bomo tudi v bistvu obisk 2 zelo zanimivih imen iz področja kulinarike. To je Črt Butul, bo letos zopet z nami, bo sodeloval z žlikrov Grošu. On bo pripravil zelo posebno omako, tudi če sam ne ve, po moje, jaz sploh ne vem, ampak on je super improvizator in bo nekaj ful dobrega naredil. Ter Anita Šumer, ki se v bistvu ukvarja s peko kruha z drožmi, ki bo pa na stojnici Zavoda za turizem Idrija predstavila v bistvu svojo novo knjigo, pa eno posebno izpeljanko, tudi še ene klasične idrijske jedi, to je cirkovce. Potem imamo pa seveda itak, ker bo pač zelo vroč dan, bomo imeli tudi 3 mikropivovarje, pa 2 vinarja. Letos je tukaj posebno, da se predstavi v bistvu lokalni mikropivovar. In to je v bistvu pivovarna Zajc, prvič primerno na Idrijskem.
Ponavadi turisti želijo imeti neko zgodbo. Ko jim prodamo nek produkt in poleg tega prodamo tudi zgodbo. In kakšno zgodbo vi prodajate? Naš osebni twist pri organizaciji praznika Žlikrofov je bil, da pač lih malo posodobimo festival in ga v bistvu probamo tržiti, se pravi tudi širiti v slovenski kulinarični prostor, kot na način, kot se v bistvu zdaj festivali organizirajo. Se pravi, da greš iz velike knapovske porcije Žlikrofov, ki je primerna za napornemu delu, na manjše porcije in na več okusov. In da v bistvu je Žlikrov ena taka posebna jed, ki je lahko v bistvu iz te tradicije pripeljaš v sodobnost z različnimi novimi prijemi. Tu mislim, da je v srči tega, kar hočemo narediti, da je potem festival v bistvu primeren za to, da se cel dan zadržuješ, da praktično uživaš, in pač spoznavaš to našo jed skozi različne pač prizme okusa. To je naša osebna vizija. V 4 letih mislim, da smo kar delali na temu. Je pa v bistvu festival tako naravnan, kot so zdaj pač sodobni ti festivali. Se pravi, predvsem po principu odprte kuhnje, ki je naredila manjšo revolucijo tukaj pri nas. Se pravi, stojnice in več različne ponudbe, pa ne zdaj, ker tudi če gledaš ceno, če greš na 3 stojnice, pa daš 12 €, si dobil v bistvu eno porcijo nek, pa enemu ponudniku to pravo, to je veliko. Isto število Žlikrofov bo pa ista cena, ampak se razdeli na manjše kose in pač različne stvari lahko probaš. Se pravi, v bistvu gre bolj naravnan na brbončice, kot na želuc. Tudi to pride. Sam idrijski Žlikrov je bil nekaj let nazaj in je še odlična priložnost za promocijo tako same kulinarike, kot tudi mesta Idrije. In vi ste to torej dobro izkoristili in je tako dobil Žlikrov tudi svoj praznik. Praznik Žlikrofov v bistvu že od leta 2011, ko ga je organizirala Idrijsko-cerkljanska agencija in so že oni postavili temelje, pa tudi pripeljali v bistvu do neke logične točke, v bistvu celoten koncept. Potem, ko smo pač mi prevzeli, smo ene stvari malo spremenili in pač peljali dalje. Mislim, da je v vseh teh letih, mislim, da je že letos 10. ponovitev, 9. ali 10. je dobil v bistvu neko svojo odmevnost v slovenskem prostoru. Tukaj ta zgodba je še posebej tudi zanimiva, mogoče za Italijo, ko ima tudi zgodovino v bistvu polnjenja, mislim, testenin in polnjenih testenin, ampak opažamo, da se pač vsako leto malo veča v bistvu ta odziv zunanje na ta naš dogodek. S tem se pač tudi prepoznavnost Idrije širi. Zdaj, kar je problem, je letos seveda korona. Tukaj je pa zdaj v bistvu to, kar morajo vsi obiskovalci videti. Mi smo organizirali praznik na način, da smo dobili lahko pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To pa pomeni, da je maksimalno število udeležencev na določen trenutek 450. Mi bomo v bistvu imeli 2 vstopne točke na novem prizorišču v Mejci, se pravi iz smeri Špara, mimo elektrarne gor po Klancu in potem, ko se spustite dol v Mejco, ter z druge strani čez nov zgrajeni most iz smeri Tuša. Na obeh točkah sta v bistvu parkirišča. Malo se sprehodiš in potem prideš na to prizorišče. Na obeh vstopnih točkah bodo redarji, ki bojo v bistvu za aplikacijo šteli, koliko ljudi je na prizorišču. Mi bi seveda želeli, da pač se ljudje zavedajo, da pač med 11. in 2. uro bo tisti vrhunca. Takrat pač opozarjamo, da mi bomo zelo obremenjeni in pač bo treba malo, mogoče tudi počakati. Ampak ne bi nobenega radija odvrnilo tega, da pač pride. Boste prišli, za varnost bo poskrbljeno, dosti bo redarjev, dosti bo informatorjev, upoštevati boste mogli varnostno razdaljo, priporočena je nošenje mask. Vsi ponudniki bodo opazili, se pravi, bo razkužilo na štandu, bojo rokavice, bojo imeli maske. Na nas je pač sem, da pač odgovorno za pač fizično distanco pa socialno bližino uživamo. Kaj pa glede ponudnikov? Sedaj smo bili prejšnja leta vajeni, kar veliko število jih je bilo in letos glede na to, glede na korona krizo, jih bo manj mogoče? Ja, žal smo tukaj za letos izgubili hotel Jožef, ki je bil že 3 leta z nami, pa letos pač žal ne bo.
Izgubili smo tudi medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ker v bistvu njihove prezentacije na žlikrofu je bil ta neposredni kontakt, ko si dal očala in v bistvu preizkušal izdelavo žlikrofov kot slep, ampak bližina tega fizičnega kontakta pa korona v teh razmerah žal ne gresta skupaj. Tako da v bistvu bomo imeli, mislim, da 6 glavnih ponudnikov plus 3 ponudnike teh sorodnih jedi plus pol pič tamto vinarjev, plus mislim, da 6 do 8 še nimamo vseh potrjenih lovskih družin, ki bojo tekmovali za v bistvu prestižno nagrado, ne? Za izdelavo, za kuhanje divjačinske bakalce. Odlično. Ste pa prejšnja leta bili tudi zelo ekološko ozaveščeni. Torej, ponujali ste nam kozarce in pa krožnike iz koruznega škroba, pa tudi iz sladkornega trsa. Kako bo letos? Ja, v bistvu počasi, mi se že nekaj časa počasi usmerjamo. Tu se pravi, jaz pribor bo ekološko razgradljiv, dajmo tako reči. Se pravi, in lončki, in vilice, ki bo letos tudi poenotene, se pravi, vse porcije bo nekako enako velike po vseh ponudnikih, plus kozarci, gremo pač v to smer. Mislim, da bo že drugo leto tudi sprememba v zakonodaji na nacionalni ravni, da ne boš niti smel več imeti nepovratne plastike. Idealno bi bilo v bistvu, da bi šli v povratno plastiko, ne? Se pravi, ti kozarce, ko so pač perljivi, ko jih lahko opereš in ponovno uporabiš, ko so pač debelejši, mogoče naslednje leto. Imamo pa vsekakor tu v mislih, bodo otoki po prizorišču, bodo informatorji, ki bojo v bistvu usmerjali v pravilno ločevanje odpadkov, spruti čistili in tudi opozarjali pač ljudi, pa tudi razkuževali, se pravi, in sanitarije, in otoke in vse. Kakšen je pa spremljevalni program? Letos je nažalost okrnjen, ker pač določenih stvari zaradi korona okoliščin in korona ukrepov ne moramo izpeljati. Se pravi, otroškega programa, da bi bilo neko igrišče, ni zaradi teh neposrednih stikov. Tudi večjega koncerta ne bo, ker tam so ometijo ful, če imaš huder, moraš biti tukaj stran od odra, se ta varnostna razdalja. Letos se sicer vrnejo suho cvetje, ko se že lampo prestreli, pa letos na Idrija živi isto. Za njih bomo en tak poseben prostor pripravili, oni ne rabijo ozvočena, oni rabijo samo biti tam in imajo ono pozitivno energijo, ne, da bo se to dogajalo. Drugače bo pa v bistvu bolj usmerjeno samo kulinariko, uživanje, mogoče letos ni naša tendenca, da vas zadržimo za cel dan, ker bomo tudi v bistvu štartamo ob 10, zaključimo ob 8. Prejšnja leta bila naša želja podaljšati do 10, 11. Letos bomo pa pač malo prej skrajšali, malo prej končali. Mogoče še beseda o načinu plačevanja na vašem festivalu, to se zdi kar pomembno. Ja. Vi ste pripeljali v Idrijo nek nov sistem, torej sistem bonov. Torej, vsak bon je bil vreden 1 evro in potem si plačal toliko bonov, kot je bila vredna porcija. Kako bo s tem letos? Ja, mi smo takrat hoteli razbremeniti v bistvu tisto glavno vrsto pred eno samo blagajno. Letos bomo v bistvu postavili 4 blagajne. Se pravi, da se pač tudi ti vrste, se pravi spet ta združevajna, kar je spred priporočilo NIJZ-ja, razbremeni. Edina sprememba je ta, da pač lani je bil za hrano en kupon 1 evro in porcija je bila 4 evre, se pravi 4 kupone. Smo opazili, da je pač še zmeraj malo preveč komplikacij, bo letos v bistvu za hrano en kupon, 1 porcija. Se pravi, stal bo 4 evre, vi boste nakupili tu kuponov, kakor boste predvideli, da jih boste v prvi rund porabili. Boste videli, da ste še lačni, boste šli po nove, ampak ko boste prišli do ponudnika, boste pač dali en kupon in boste dobili 1 porcijo. Za pijačo bo pa še zmeraj ostal isti sistem, se pravi 1 kupon, 1 evro. Tu bomo imeli dovolj informatorjev, dovolj ljudi na blagajnah, da če komu ne bo jasno, da se kar obrne, pa bomo vse rešili. Super. Tilen, za konec me pa še zanima, vi osebno znate pripraviti idrijske žlikrofe? O ja. In s kakšno omako jih imate najraje? Madonna. Z bilo katero. Samo, da so žlikrofi. Ja, verjetno še najraje z ocvirki pa z drobnjakom. In nekaj časa se že poznava, zanima me, kaj od sobotne ponudbe bi pripisali meni? Verjetno, ne vem, kakšno startofi? Odlično, sprejmem. Okay, super. Za konec pa reciva še, festival se dogaja torej
to soboto. Soboto 22. avgusta od 10 do 8 v parku Mejca. Sta dve vstopni točki, ena čez nov zgrajeni most pri stadionu, ena mimo elektrarne pri Količku Dvižnem, ki so ga zdaj sanirali. Predstavilo se bo 9 različnih ponudnikov kulinaričnih, 5 različnih ponudnikov z vinom in pivom. Ob vhodu z strani, se pravi mimo elektrarne, bo stojnica Zavoda za turizem in potem bodo tudi vsi ti ponudniki iz kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano, 8 njih. Pazili bomo na, se pravi, to, da se držimo na vsaj 1,5 do 2 metra narazen, se pravi na socialno razdaljo, seveda bomo pa skupaj v duhu praznika idrijskih žlikrofov. Tako, lepo vabljeni torej vsi poslušalci in pa vse poslušalke. Tilen, želim vam, da se začne dogodek in pa tudi konča, kar se da v najlepšem duhu in da uspe, da skupaj zapišemo še kakšen lep spomin. Tilen, hvala. To sploh ne dvomimo, ja. Hvala vam. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in pa spoštovani gledalci, hvala za pozornost.